Les kot konstrukcijski gradbeni material smo v eni prejšnjih oddaj že dobro spoznali. Ko pa gre za notranjost naših bivališč, nam lahko ta dar narave ponudi še več. Pred vami so primeri, kjer kot sooblikovalca nastopita človeška domišljija in spretnost ter neskončna ustvarjalnost narave. Verjetno bi lahko rekli, da je danes vse več lesenih hiš, ki se jim na zunaj tega ne vidi. Prav tako pa ne manjka takih, ki ne skrivajo svojega osnovnega gradiva, lesa. Hiša štiričlanske družine Gabriel je lesena zunaj in znotraj, čeprav je prvotni načrt predvideval klasično betonsko gradnjo. A jih je toplina lesa prepričala. Hiša stoji sredi novejšega naselja in jo že zunanji videz loči od ostalih, a do sedanje podobe vodi precej dolga zgodba. Ja, jaz izhajam v bližini iz tega naselja, se reče iz Radomelj, rekel domačin. Parcelo smo kupili leta 2004, ko je bil tu še travnik. Od začetka nismo vedeli, ali bo zazidljiv, ali ne bo zazidljiv, ali je bilo še tako. Cena je bila temu prilagojena, ker kasneje so šle te cene v nebo. Tako da smo nekako bili potrpežljivi, počakali. Takrat smo živeli v bloku. Jasno, želeli smo si, tako kot vsaka blokovska družina, imeti mogoče košček vrta, malo zelenice. Imel sem tudi to čast, da sem med prvimi lahko zbiral parcelo. Kako velika je parcela? Parcela meri 720 kvadratov. Orientacija? Orientacija sever-jug, temu smo potem tudi prilagodili postavitev hiše. Je bila ta odločitev za les že prav od začetka in če ne, kako je bilo? Ne, na začetku smo imeli projekt narisan kot betonski, zaradi večjih razponov, nekako druge gradnje niso prišle poštev. Po letih, bom rekel, premišljevanja, odločitev, obiskovanja raznih sejmov, smo prišli na idejo, da bi pač živeli raje v leseni hiši in smo pač prilagodili projekt na leseno gradnjo. Če prav vem, vi ste imeli eno majhno izkušnjo, kako je živeti v lesenem objektu. Ja, v bližini imamo eno leseno brunarco. Tja smo radi zahajali še v času, ko smo živeli v bloku. Res smo se tam izredno dobro počutili, saj je v kompletu lesena, res pravuna stara brunarca. Tako da iz tam nam je pač ta izkušnja topline lesa, toplote hiše in tako naprej. Da je življenje v lesenem objektu zelo prijetno, se strinjajo tudi strokovnjaki. Les je v bistvu najbolj trajnostni in večen material, ki ga uporabljamo v svojih stavbah in s katerim živimo že dalj časa. Pa se je v našem današnjem odnosu nekaj do lesa vendarle spremenilo. Zaradi tehnoloških inovacij pri obdelavi in predelavi lesa je les postal neverjetno sodoben material. Izgubil je tisto nostalgičnost in rustikalnost, hkrati pa je obdržal zelo močno simbolno vrednost. Arhitekti in oblikovalci so ga začeli uporabljati na drugačen, sodobnejši način. Tako smo dobili kose pohištva, ki postajajo ikonični in prepoznavni tudi v svetu. Med slovenskimi izdelki, ki jih lahko vidimo v najimenitnejših interjerjih, so tako luči, sestavljive mizice in stoli, jedilne mize, pa tudi bolj zanimivi kosi lepotilnih mizic in pa komod ali vitrin. Hiša je zgrajena iz masivnega lesa po sistemu križno mozničenih sten. Notranjost je obdana s smrekovim lesom, fasada pa je iz alpskega macesna. Zaradi precejšnjega razpona nad osrednjim prostorom so nosilnost ojačali s kovinskimi nosilci, ki pa so jih oblekli v les. Vertikalni nosilni stebri in nosilna konstrukcija stopnic ne skrivajo svojega kovinskega značaja. Pobarvali so jih v črno barvo in s tem dosegli kontrastni učinek, ki poživi sicer enotno barvo osrednjega prostora. Na prvi pogled so tudi okenski okvirji videti kovinski. Ponovadi so lesena okna svetlejša, mi smo jih dali pač zaradi kontrasta v temno barvo, v sivo barvo, da se pač ujema z drugim pohištvom in da je malo, kako se rekel, kontrasta. Uporaba lesa v notranjih prostorih ni naključna. Ljudje imamo podedovano biološko potrebo po povezanosti z naravo. Iz lesa v bistvu v notranjih prostorih lahko naredimo marsikaj.
Ker les ni izpostavljen zunanjim vremenskim vplivom, se pravi, nanj ne dežuje, ni izpostavljen mrazu ali pretiranemu soncu, je lahko uporaba v interjerju svobodnejša, vendar zato nič manj strokovno premišljena. Katero vrsto lesa uporabimo za kateri element, je potrebno presoditi glede na posamezno vrsto in lastnosti lesa. Vsaka lesna vrsta ima svojo barvo, teksturo in strukturo. In to je tisto, kar oblikovalcem in arhitektom ponuja neskončno možnosti uporabe in različnih estetskih in vizualnih učinkov. Hišo ogrevajo s toplotno črpalko v kombinaciji z rekuperacijo. Razporeditev prostorov v hiši je primerna za 4-člansko družino. Večino pritličja zavzema dnevni prostor, ki združuje tudi kuhinjo in jedilnico. Sredi dnevnega prostora vodi odprto stopnišče v gornjo etažo, kjer sta sobi za otroka, zakonska spalnica in skupna kopalnica. Večino notranje opreme je izbrala gospa Gabriel, čeprav to ni povezano z njenim delom. Spalnico je z zanimivimi drsnimi vrati povezala s prostorno garderobo. Podolgovata parcela je narekovala tudi podobno obliko hiše, zato je zasebni del okolice umeščen zadaj. Notranjost hiše in zunanjost povezuje terasa, ki ponuja lep pogled na okrasni vrt. Na njem ne manjka niti dvignjenih gred za vzgojo zelenjave. Zdaj, ta terasa je bila na začetku brez napušča, kasneje smo naredili napuščke zaradi vdora vode in snega, tako da ta terasa nam omogoča posebej polet zelo prijetno bivanje tukaj, ker ni nobene vročine in tako naprej. Stene notranjosti in zunanjosti hiše se ne razlikujejo le po vrsti lesa, temveč tudi po površinski obdelavi. Znotraj se vidi, čeprav vidim popolnoma naravno barvo lesa ali je barva taka, ki je neobdelana oziroma nezaščitena in taka bo tudi ostala. Na zunaj je pač lesena. Zdaj nismo hoteli, da posivi, ker nam je mogoče malo... Ne zgleda hiša toliko sveža, tako da smo jo osveževali, bom rekel, na 2 leti. Če želiš ohraniti v bistvu osnovno barvo tega macesna, ne? Tako. Je treba oljiti, pač postopek, namažeš, pobrišeš, taka mat barva ostane, mat izgledno. Seveda bomo najbolj učinkoviti, če pri novogradnjah in prenovah, ki so vedno bolj aktualne, uporabljamo les. In te stavbe opremimo tudi z lesenim masivnim pohištvom. Parket je fin, če je iz macesnovine ali hrastovine, lahko je tudi iz robinje ali pa bukovine. Za enostavno pohištvo lahko uporabimo les smreke ali bukve. Za bolj eminentne kose pohištva lahko uporabimo les oreha, češnje, jelše, bora ali celo bresta. Večina naštetih vrst lesa raste v slovenskih gozdovih in z zavestno odločitvijo za slovenski avtohtoni les lahko veliko naredimo za naše gospodarstvo, zmanjšujemo in skrajšujemo transportne poti, ohranjamo delovna mesta, omogočamo razvoj industriji in pa veliko naredimo za boljše okolje. Les pride najbolj do izraza, če je uporabljen v kombinaciji z drugimi materiali. In na takšen način bodo tudi lepi kosi pohištva slovenskih oblikovalcev in arhitektov postali družinski zaklad in lahko prehajali iz roda v rod. Na največjem slovenskem arhitekturnem festivalu Odprte hiše Slovenije omogočamo obiskovalcem, da vstopimo v hiše in pogledamo, kaj se v njih dogaja. Ti primeri kažejo, da slovenski arhitekti in oblikovalci uporabljajo les na izjemno zanimiv, estetski, funkcionalen in sodoben način. V stavbe, v katerih vstopamo, nas preseneti dobro oblikovanje, ki nas pričaka kot dobrodošlica. Vsak obiskovalec, ki pride k nam, je navdušen zaradi volumna, delno zaradi notranjega izgleda, teh trmov, vidnega lesa in prijetne, ugodne bivanjske klime. Hiša deluje toplo, tudi kadar je mrzla, deluje topla. Mrzla ni nikoli, saj elektronika deluje po svoje, tako da je res les pravilna odločitev.